Velika zmaga Manchester Uniteda na Etihadu, na prvem manchesterskem derbiju sezone in nov velik udarec za Pepa Guardiolo. Preobrat v manj kot 2 minutah. Kdo si ga je upal napovedati? Jaz ne. Tekma preobratov je zelo mila beseda. Tam, ko je bilo 1-1, pa tisti zadetki, vse te bizarne situacije, sem že imel občutek, da gledamo tekmo, kdo je slabši, da tekmujemo, kdo je slabši. Ja, na koncu City s samomorilskimi dejanji prišel na koncu celo do poraza. Bolj bizarno bi bilo samo še, če bi zmagoviti zadetek dosegel Antony, potem pa bi bil paket popoln. No, Nejc, če smo v polčasu dejali, da City zasluženo vodi, zdaj zmaga Uniteda z 2-1, zasluženo. Ja, ko pogledamo drugi polčas, praktično City ni udaril v okvir vrat, na drugi strani United 3-krat, pa še tista priložnost Bruna Fernandeša, ki je bila res fenomenalna. V glavnem City neprepoznaven, drugi polčas kar velikokrat na svojih 20 metrov potisnen in to priča o tem, da v kakšnem stanju je trenutno City, ne more se uvrti. Potem jih pa dejansko, ko ti ne gre, te vsaka napaka kaznuje in tudi tista napaka za 11 metrov, ko je sama pokazatelj. Velika napaka Mateusa Nuneša, po kateri se je Pep Guardiola prijel za glavo. Jasno, poglejmo to situacijo, pa jo prosim pokomentirajte, kaj se je pletlo tukaj po glavi Nunešu. Tukaj nespametno vračanje, v bistvu tukaj še dialože na branje same podaje, nespametno prva podaja, potem pa, ko je bila stvar že skoraj da rešena strani Edersona, ki je lepo zaprl zadevo, se vračal, tukaj dialog ni bil več v nekem dobrem položaju. To je bilo bolj nespametno. To je bilo potem v bistvu iz napake v napako, ne? In tukaj, ja, tudi sam tako ampak tista podaja je bila rešljiva. Ok, tle je Ederson interveniral, Amat ni se odločil, da bo iz prve streljal, ampak ta nalet Nuneša. Ampak se veš, kako je to je tista zadeva, ko narediš eno napako, potem ponovadi se zadeve rušijo in tukaj je nespametna. Se strinjam. Ampak to je prevelik odr, tukaj moraš krotiti emocije, tukaj moraš se znati soočiti situacijo, biti drugače to, mislim, tak štart, to vidimo v nekih drugih ligah. Nespametno in to je danes kruta realnost Cityja. Emocije je nadzoroval Bruno Fernandes, ko je izvajal 11 metrov, ko sta bila prepričana, da bo šla žoga v mrežo. Pa glede na današnjo njegovo predstavo, jaz ne. Po drugem polčasu že tista situacija... Ampak se je oddolžil za tisto situacijo. Ja, že tista situacija z lobom, slaba reakcija, potem še en sprejem pri Amadovem priložnosti Amada, ko čisto nelogično mu šla žoga v gol out. Ampak to govori o tisti kvaliteti, v bistvu, ko ti ne gre, ko si vseeno upaš, pa vzameš to. Vseeno govori, da je igralec eden redkih pri Unitedu, ki so morda na nekem... Tine Antony je bil zraven pri žogi. Pozdravljen, Tine, pridružil si se nam v tem vmesnem času. Učeriba, Antony je bil pri žogi, kaj je želel tam... Jaz nisem čist bil prepričan, čeprav vidim penal in Antony stoji ob žogi. Kaj se je tam dogajalo? Ja, išče se junak, ne, se veš. V teh situacijah moraš biti samozavesten, da vzameš žogo, ne. Tine, v nekem trenutku si med komentiranjem tekme dejal, da spremljamo zelo čudno tekmo, da to se je končalo še bolj čudno, se strinjam, z velikim preobratom, ne? Ja, šokantno. Karkoli bi se zgodilo na tej tekmi, bi rekel, da si noben ni zaslužil zmagati na koncu, ker tekma je bila podhranjena, kar se tiče kvalitete. Videli se je, da sta obe ekipi v nekem psihološkem krču, ki se ga težko otreseta, da je City nepredstavljivo v drugem polčasu tekmo nekako hotel skoraj kontrolirati, da se nič ne zgodi. Tazga ga nismo navajeni, to je pač neko realno stanje v tem trenutku. Tako je, ko se te neke velike ere končajo. Zdaj se je ta končala, mi bomo zikar do marca govorili, da je City še vedno živ, v končni fazi ima 3 točke manj od Arsenala, če se ne motim, tako da v nekem točkovnem smislu to ne deluje to kritično, kot deluje, ko z golim očesom to gledamo. Pogledamo zadnjih 11 tekem. Ja, in tudi pač to, kar se na igrišču dogaja, težko vidiš, kako se lahko zgodi nek klik, da se te zadeve spremenijo. Nogomet je pač neka nora psihološka igra
se igra z glavo, ali kako so že bila neka stara šala. Tako da za City pot iz tega, po moje še Guardiola sam ne ve, kako jo najdeti, kar je verjetno največji problem. Ja, 11 metrov, ko Bruna Fernandeša smo že pokomentirali, minuto 56 sekund kasneje pa je še Amad Diallo postavil končni izid za osvojene 3 točke rdečih vragov na Etihadu na vročem manchesterskem derbiju in zadal res hud udarec meščanom, najbolj pa jasno Pepu Guardioli. Ne moreš tega gola prejeti v 89-90 minuti, odprta žoga, Joško Guardiol, ne vem, kje je stal, kaj se je on mislil v tej situaciji, da na odprto žogo tako odreagira. Mojstrsko Amad, moj igralec, povedal sem že, da je ta pozicija bistveno bolj mu pisana, tukaj lahko vidimo grozovito postavljanje zadnje linije Manchester Cityja in imamo velikega junaka, Amad Diallo, fantastično reakcijo, tukaj je prelisičil Edersona do potankosti, v nulo, vse izpeljano. Jaz pa imam eno vprašanje za Tineta, kot ljubitelja besednih iger, kot ljubitelja raznih izpeljank, glede na to, da Amad Diallo prihaja iz Slonokoščene obale, kako bi ti poimenoval prebivalca te čudovite države? Klasičen problem, ne? Ni poskusi. Slonokoščene se zagotovo imel v igri, ne? Je. Ampak imamo še eno, tudi še druga opcija. Sem vedel, da nisem frej, ja. Slon. Da boš vedel, Slonokoščenec kot A, pravilno, čestitke. Hvala. In drugo je SSK berem za lahko nočno. Slonokoščeno obalec. Dobro, kje je tebi bližje? To je spet ta debata šme ali šmeta, ne? Mi pa Slonokoščenci smo tu. Jasno, da Denis tega ni vedel sam, da je potreboval veliko inštrukcij, preden je to izpostavil. Googlal je cel drugi polčas. Cel drugi polčas je bilo to, da napeti. Dobro, omenili smo prej še tisto zgrešeno priložnost, Denis, Bruna Fernandeša. Po tisti bi ostal kar velik dolžnik, če bi United danes ostal brez teh. Pa glede na potek tekme sem jaz pričakoval, da so to te situacije, ko te pol stanejo zmage. To je bila prva in edina resna priložnost Cityja na tej tekmi, 1-1 z Edersonom, Uniteda, 1-1 z Edersonom, ko tako izleti, to Bruno je reševal in zna reševati veliko bolje. In glede na to pragmatičnost Cityja, neprepoznavno pragmatičnost, da so se v drugem polčasu tako zelo potegnili nazaj, pa ti vseeno dajo tako priložnost in da ti ne izkoristiš, grozno, ampak za City še bolj grozno, da navkljub tej neizkoriščeni priložnosti so to tekmo izgubili. Nepredstavljivo. Ja, pa že pred njim bi Amad Diallo lahko izenačil izid, pa je bil tam vratar Ederson Neitz na pravem mestu. Kakšna tekma je za tem vratarjem, ki vemo, da ima težke čase pri Cityju? Ja, ampak težko bi, kaj je fantastična obramba po vrsti, ampak zdaj pri njemu 11 metrov, ko ne moreš nič očitati. Pri drugem zadetku celotna zadnja linija zaspala, tukaj pa za enkratno obrambo in Ederson spet. V slogu celotne sezone ne moramo mu nekaj očitati, ne blesti, da bom rekel do te mere, da rešuje City, to bi se morda želel, ampak jaz vem, kako je v tistem momentu, ko ti ne gre, enostavno je to še toliko težje, vsi pričakujejo, da mogoče boš pa ti tisti, ki boš to vrnil z vlekom, ampak pri Cityju v bistvu od same drepa do glave stvari ne štimajo trenutno in mislim, da, tako je rekel že Tine, tudi sam Pep ne ve zdaj, kako in kaj naprej. Verjetno gre ta problem Edersona, o katerem se pogovarjajo, nekako sfero tega, če se mi mogoče vrnemo na eno poletje nazaj, smo se takrat veliko pogovarjali o tem, kako se zdaj na novo motivirati, potem, ko si takrat osvojil te 3 lovorike. City je lani to speljal, zdaj se pa kar nekako zdi, da vsi te igralci, ki so dali vse te velike uspehe, počasi padajo. Vedno Ederson je bil zelo v precepu poleti, imel te bajne ponudbe iz Saudove Arabije in tako naprej. Vidimo, kaj se dogaja z enim Walkerjem, leto pa pol že problem Grealisha, letos problem Fodena, še lahko naštevamo. Težko je speljati to neko menjavo generacij, vedno je tako, da si zelo zvest tem igralcem, ki so ti pomagali skozi te največje stvari, ki si doživel to z njimi skupaj in zdaj se že lahko, seveda, na podlagi tega, kar gledamo zdaj skozi obdobje teh zadnjih 11 tekem, kot si rekla, lahko že sprašujemo, če je City mogoče v teh nekih stvareh zamudil. Vedno se bomo vračali seveda na to
transfer politiko, na rekrutiranje igralcev in še nikoli mogoče ni bil januarski prestopni rok pri Cityju toliko zelo pomemben, kot je v tem trenutku, ker City je bil znan po tem, da januarja ne trguje, ker ponavadi je januarski zimski prestopni rok rezerviran za panične, ne? In zdaj bolj paničnega v Evropi v tem trenutku ni. Ne? Kaj pa bolj pozitivna tema Manchester United? Po teh velikih 3 točkah jih je pospravil v žep. Velika zmaga za Rubena Amorima. Ni veliko trenerjev začelo zmago na manchesterskih derbijih. Ja, to je tisto, kar smo govorili pred tem, da je, mislim, da po Fergusonu prvi, ki je začel zmago na derbiju, mestnem derbiju. In ja, to, da štart točkovno ni bil idealen za Morima, definitivno to verjetno za navijače res nek poseben moment in videli smo, kako so se veselili še sred drugega polčasa, bili praktično čisto obupani, nesrečni, da se nadaljuje zadeva, na koncu pa smo videli, kakšno veselje prinesla taka zmaga. Denis, koliko lahko ta boleč poraz vpliva na prihodnost Pepa Guardiole? Kako ti vidiš to situacijo? Morda pričakuješ odstop? Odstop? Ne, sem rekel, da ne bo odstopil. Pardon, da uskakujem, on je vehementno to zatrdil, da odstopu zagotovo ne bo. Da bo vztrajal, dokler se City ne dvigne nazaj. Ima 2-letno pogodbo, ne, in on je vse svoje pogodbe vedno peljal do konca. Ne. Jaz mislim, da se lahko še sprašujemo, če se komu zmeša, pa ga brce na cesto. Ne, to, mislim, moramo se pogovarjati tudi o tem fenomenu, o fenomenu Guardiole, da ima tako katastrofalen niz v takšnem velikanu, kot je Manchester City, da se praktično nihče ne pogovarja o tem, da bi odpustili Pepa Guardiola. To veliko pove o njegovi veličini. Misliš, da se po tem porazu to ne bo spremenilo? Ne, mislim, da ne. Da vsi še zmeraj verjamejo, da kaj bo pa zdaj Guardiola storil. Zdaj se bomo vsi obešali na januarski prestopni rok. Koga bo pa zdaj Guardiola prepeljal, koga bo prodal, da bo januarja to ekipo dvignil na neko novo raven. Mi se ne pogovarjamo, kdo bo zdaj nasledil Pepa Guardiola, tako kot smo od Ten Haga odpisovali pol leta že. Ampak to je njegova veličina, to si je v končni fazi tudi zaslužil, ampak če bo po zimi prevetril svojo ekipo, menja se Bruna Guimarãesa iz Newcastle, pa malo Gusto v nekih kombinacijah za desni bočni položaj, ali prevetriti, koliko ima manevrskega prostora, kaj lahko pripelješ, katere pozicije, kaj narediti s temi igravci, ki so nasičeni absolutno vsega, City vsega, osvojili vse, polno rit imajo vsega po domače, stari so že, kliče jih arabski svet, tvoja ekipa pa trpi na igrišču, danes ti premaga en skromni Manchester United, težki časi so pred Pepom. Nejc, tudi ti? Da daš Haalanda na klop, ne? Pa daš koga? Ja. To je problem. Ja, bi se tukaj strinjal. Ja. Tukaj je, spravim, pred Cityjem so pestri dnevi. Ampak vidiš, da ima zaupanje vodstva Guardiola? Jaz mislim, da ja. Jaz prej mislim, da bo on sam šel, ampak po drugi strani pa mi ne da ta njegov karakter, jaz mislim, da je bolj tak, da bo ustrajal, prej postavil stvari na svoje mesto, pa potem odšel, pa rekel, ok, naredil sem svoje, zdaj pa grem, kukar pa da bi kar odšel sred sezone. Ne, jaz vidim večji problem iz vidika neke eskalacije. Tukaj je tekma, ko imaš ti dobljeno tekmo in dve res osnovnošolski napaki privedeta do tega, da ti izgubiš. Tukaj, po taki seriji, po tem trpljenju skozi 85 minut na tak način izgubiti tekmo, so neki argumenti, da Guardiola eskalira, nekoga pošlje, vemo kam, in unizove reakcijo in se v tej smeri nekaj zakuha. Ker, mislim, biti tiho po taki tekmi, spet priti, to je zahtevno. Zdaj vprašanje, kako bojo te igralci vse to sprejeli. To je zdaj veliko vprašanje, ker, kako smo rekli, dolg časa so že skupaj in ja, ne vidim. Slab niz je pa že kar dolg. Groze so to individualne napake, ne težko zdaj to, kar je Denis rekel, ne težko zdaj rečeš, da je Guardiola zgubil to tekmo v nekem taktičnem smislu. Tekma si, ker iz vidika Cityja ni bila daleč od perfektne. Se je prilagodil. On je v neki fazi tekmo, ko je 70 minut, se on branil s petorico proti se upravičujem, mrtvemu Unitedu doma. Se pravi, Guardiola želi, poizkuša, išče načine, kako, tudi gre preko sebe iz tega vidika, da se on brani pragmatično proti Unitedu, kar mi nismo mogli predstavljati. On je zdaj tudi šel to, ampak če je Nunez, Divjak, pa tam zruši Amada, kaj pa lahko naredi Guardiola? Ja.
Poglejmo zdaj, kaj se dogaja na lestvici. Liverpool po včerajšnjem remiju na tekmi s Fulhamom še naprej v vodstvu, a pred drugim Chelseaem, ki igra danes večer svojo tekmo 16. kroga, vodi le še za 5 točk. Arsenal, ki je prav tako remiziral z Evertonom, ima še točko manj od mestnih tekmecev in je na 3. mestu, City še naprej 5., na 12. mesto pa se je pospel United. In teh zapravljenih točk Liverpoola in Arsenala City danes ni izkoristil. Bi že lahko govorili o izgubljeni sezoni ali je vendarle še prezgodaj? Lahko pa jih Chelsea izkoristi in pride na 2 točki, sicer s tekmo več, ampak vseeno sem zapravljeni. Ja, Arsenal definitivno zapravil priložnost doma, remiziral samo z Evertonom, pač tukaj. To so tiste točke, ki na koncu štejejo dvojno, rekel dvojno, na koncu sezone, ko potegneš črto, kje si izgubljal tiste točke, ki jih ne bi smel. To je definitivno ena izmed tekem, na kateri ne bi smeli izgubiti točko. City rešuje Ligo prvakov še, to tudi moramo vedeti, da je tudi tam Liga prvakov je Na v dveh velikih problemih, tako da mogoče zdaj celo fokus na to, tam ima 2 tekmi, da se sploh uvrsti naprej. Zdaj, če se jim še tam zgodi nekaj norega, da še iz Lige prvakov izpadejo že v predtekmovanju. Mislim, jaz moram iskreno reči, jaz ne vidim možnosti, da bo City letos prvak v takšnem stanju, kot je v tem trenutku. Lahko mi vse črpamo iz te preteklosti, kaj se je dogajalo, ampak tako grozno to nikoli ni bilo niti približno. Tako da bi bilo res, ne samo, da bi oni morali ratati čist drugačni, tudi te spredaj se morajo začeti sesedati v tok zahtevni ligi, kot je angleška. Mislim, da se City do te mere v tak niz, kot smo jih bili navajeni v preteklosti, ga težko vidimo. Da se bo na koncu potegoval za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov, To Denis? mislim, da je glavni cilj. Ja, mislim, da to jim ne bi smelo biti, ampak definitivno to ni več ekipa, ki je v lanski spomladi bila sposobna nanizati 6, 7, 8, 10 zaporednih zmag. City tudi, če se izvleče iz te krize in naniza 2, 3, bo proti Chelsea, proti Liverpoolu, bo spet v težavah. Se pravi, to je neka drugačna ekipa in mislim, da je povsem legitimno, da se pogovarjamo o koncu neke ere. Dobro, s tem zaključimo naše današnje druženje, kajti na našem programu sledi še obračun Brentford-Chelsea, tako da najlepša hvala za današnjo debato v studiu. Hvala tebi. Hvala. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, za pozornost. Bodite z nami tudi prihodnji konec tedna v prvi vrsti. Do takrat pa lep pozdrav.